Jelena Dimitrijevič pa bo danes govorila o prehrani nosečnic. Bodoče mamice, prisluhnite. Jelena, v čem se prehrana nosečnic razlikuje od že tako zdrave prehrane? V bistvu razlik ni veliko, se pravi, če smo se do nosečnosti zdravo prehranjevali, potem s tem seveda nadaljujemo, moramo pa biti pazljivi mogoče na določena živila, ki so še bolj priporočljiva v tem času, ali se izogibati enim začimbam ali drugim dodatkom, ki znajo biti problematični v času nosečnosti. Recimo, konkretno moramo biti pazljivi, da vnašamo dosti živil, ki vsebujejo folno kislino. Tukaj seveda poudarjam zeleno listnato zelenjavo, temno zeleno listnato zelenjavo, potem banane, recimo tudi veliko stročnic, posebej čičerika je izjemno dobra, pastinjak, sladki krompir, citrusi. To so vse izjemno dobri viri folne kisline. Seveda tudi ne smemo pozabiti na omega 3, kot čija semena, lanena semena, orehi, tudi temnozelena listnata zelenjava, kakšno olje iz alg. Potem recimo je jod pomemben, kot dobri viri so užitne alge, kelp, kombu, še posebej poudarjam. Hkrati pa tisti, ki posebej se prehranjujejo predvsem rastlinsko, ne smejo pozabiti na vitamin B12, ki ga ponavadi uživamo prek prehranskega dopolnila. Hkrati zadostne količine kalcija, železa. Železo je recimo nekaj, kar je treba izpostaviti, če užijamo ne samo kakovostno hrano, veliko zelenjave, veliko listnate zelenjave, stročnic, žit, semen, oreškov, ampak predvsem tudi kakšnih dodatkov, ki so izjemno dobri, ki dvignejo samo raven železa, kot so recimo kakšne trave, pirina, ječmenova, kamutova trava, spirulina, klorela, tudi recimo cinka je treba več zaužiti. Posebej ga dobimo, kar se rastlinske hrane tiče, v kakšnih semenih, oreški, brazilski, pekan oreški, bučna semena, polnovredna žita, pa še marsikaj od recimo ključnih stvari bi bile tudi beljakovine, ker nosečnica mora zaužiti majčkeno več beljakovin kot normalno, tam nekje 25 gramov več. To se hitro dobi tudi iz rastlinske prehrane, tisti, ki uživajo živila živalskega izvora, mogoče majčkeno lažje pride do tega, ampak v bistvu se lahko tudi dodajajo kakšni dodatki, kot so rastlinski proteini, riževi, grahovi, konopljini in tako naprej. Kaj pa prehranska dopolnila? Od prehranskih dopolnil tukaj moramo res biti pazljivi, se pravi, nosečnica ne sme uživati prehranskih dopolnil, ki so na osnovi zelišč, recimo tudi nekakšne švagande, pa tudi recimo šisandre, maka, tudi ginseng, take stvari niso za nosečnice, pa tudi zelišča, pri zeliščih res mora biti pazljiva, taki so posebej poudarjajo ali razstrupljanje ali krčenje maternice, recimo nekakšen rman, klinčki, korda benedikta, taka močna zelišča. Hkrati pa tudi tista, ki jih normalno dodajamo v hrano, ki so recimo kakšen majaron, pa recimo timijan, rožmarin, cimet. To ne pomeni, da ne sme nosečnica tega uporabljati, ampak predvsem ga dodajamo kot kakšne začimbice v majhni količini, tako da tukaj bomo pozorni. Tudi recimo peteršilj včasih zna biti problem, posebej, če ga pojemo v velikih količinah v sveži obliki. Od prehranskih dopolnil pa lahko uporablja recimo vse tiste že naštete trave, pšenična ječmenova trava, kamutova trava, spirulina je res odlična v času nosečnosti, koristne maščobe tudi, ki jih lahko dodajamo, kot sem že omenila, kakšna čija semena, lanena semena, pa tudi recimo nekaj, kar je dobro za naše črevesje, za samo mikrobioto, probiotiki so izjemno pomembni, pa tudi kakšen baobab. Pa še kaj drugega poleg zdrave prehrane? Poleg zdrave prehrane seveda treba paziti, da se redno giblje, so zelo dobre take različne vajice, ki so kakšna, zdaj se lahko pride do tega, kakšna hormonska joga, pilates, ki so prav narejeni za nosečnice. Mora paziti na zadosten seveda vnos tekočine, da se izogiba stresu, da ne uživa recimo kakšne stimulanse, tudi ne nažalost toliko veliko čokolade, zaradi tega, ker vsebuje dosti kakao pa vsebuje teobromin, ki deluje tudi tako stimulativno tudi na otroka, tako da rajše kakšna rožičeva moka v tem primeru, ali karkoli drugega, kar je bo pomirilo, pa tudi vplivalo na otroka, da lepo raste in se razvija.